Pozdravljeni! V Ormožu smo v pričakovanju kolesarske dirke po Sloveniji. Bogdan Fink, organizacijski direktor kolesarske dirke po Sloveniji, župan občine Ormož Danijel Vrbnjak, direktorica občinske uprave Milena Debeljak in direktor javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Andrej Vršič so tako na novinarski konferenci v ponedeljek predstavili podrobnosti. Prva etapa v sredo 12. junija bo potekala skozi Ormož. V Ormožu se bo tudi zaključila. Nedvomno bo Tour of Slovenija za Ormož in okolico pomemben dogodek. Mednarodna kolesarska dirka po Sloveniji, ki jo organizira kolesarski klub Adria Mobil, je že vrsto let največji in najbolj priljubljen kolesarski dogodek v Sloveniji. Mednarodna kolesarska zveza je dirko uvrstila v kategorijo Horse Class, ki je najvišji tekmovalni rang v cestnem kolesarstvu za serijo World Tour. Letošnja dirka bo imela 5 etap. Štart prve etape, ki je dolga blizu 192 km, bo v sredo 12. junija ob 11:15 v Murski Soboti. Cilj pa med 15:45 do 16:30 uro v Ormožu, kjer bo ob 16:30 tudi razglasitev rezultatov prve etape. Moram kar poudariti, da lansko leto je bila ta etapa izredno lepa in če gremo takoj na tehnični del, v letošnjem letu je etapa narejena malo drugače. Se pravi, Jeruzalemske gorice so na začetku tega televizijskega prenosa, potem gremo čez Ormož, sledi hrvaška občina Cestice in preko Zavača, Gorišnice, Markovca, Gorišnice se potem vrnemo nazaj, kjer pa sledi še zaključni krog po Ormožu, se pravi čez cilj in potem pa zaključnih 7 km, kjer pričakujemo borbo za najvišja mesta. Moram reči, da v letošnjem letu je izredno pisana karavana, od 155 do 160 kolesarjev bo nastopalo, 23 ekip, kar 7 iz najvišjega ranga World Tour. Zakaj je to pomembno? To je predvsem zaradi promocije, ker več ko je ekip, večja je gledanost, večja je spremljenost, mi pa izkoriščamo za promocijo države, krajev, destinacije, tudi portale ali pa digitalne kanale, ki jih uporabljajo posamezne ekipe, ki imajo ogromno svojih navijačev, followerjev na teh profilih. Tako da prepričan sem, da je pred nami lep dan. Župan sem še vreme, da uredimo. Lansko leto ste ga uredili, čestitke, malo heca in pa vse seveda vabim 12. junija v Ormož ali okolico in pa hvala vsem, ki poročate o dirki. Prva etapa štartom v Murski Soboti in ciljem v Ormožu bo kolesarje vodila tudi čez 3 sosednje države, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, kar je tudi posebnost te dirke. Drugi dan se kolesarji podajo iz Žalca v Rogaško Slatino, ki je letos 10. zaporedoma partner dirke po Sloveniji. Petkova etapa združuje slovensko prestolnico Ljubljano in pa Evropsko prestolnico kulture leta 2025 Novo Gorico. Sobota s ciljem na Krvavcu in štartom v Škofljici predstavlja priložnost za gorske kolesarje. Za končno zmago pa se bo potrebno močno potruditi v zaključku zadnje etape od Šentjerneja do Novega mesta po Dolenjskih gričih. Priložnosti za osvojitev zelene majice bo dovolj, saj je pred tekmovalci v 5 etapah več kot 834 km trase. Posamezne lokalne skupnosti, skozi katere poteka dirka, so v bistvu soorganizatorji kolesarske dirke.
Mednarodna kolesarska dirka po Sloveniji je zdaleč največji promocijski dogodek, saj je kolesarstvo eden od najrazvitejših športov v globalnem smislu, z več kot 200 državami članicami na vseh kontinentih. Prenos z zračnimi posnetki Slovenije pa gre po svetu k več milijonom gledalcev. V Ormožu smo se na dogodek dobro pripravili, pravi direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport, kjer so poskrbeli tudi za dobrodošle promocijske reči. Sicer dres zelo lepi, vidite, destinacijske, ja, ni nobenega nima oblečenega, ne? Danes ravno ni vreme za kolesarjenje, bo pa potem 12.6., ko bomo ga nosili rade volje, dobi se v Tico Ormož. Še jih imamo kar na zaloge, smo jih kar nabavili zraven 30, lani pa 40, tako da kar gredo v promet, bom rekel, pa zelo so lepe. Imamo pa vse številke, od XS-ov do XXXXL-ov. Potem seveda pričakujemo toplo vreme, smo dali delati take kratke majice, vidite, destinacija Jeruzalem, Slovenija, pa logotip dirke letošnje, ja. Potem proti soncu se bomo zaščitili s to kapo lepo, da vidimo, kako mi pristaja, je dobra, ne? Ja, bo šlo. Tak, in pa, da ne bomo žejni, ne? To je za vodo, ne za vino. V redu, to smo tudi poskrbeli za kolesarje. Bomo pa vsakomu prepustili, kaj si bo noter nalil, ne? Tako da, kot vidite, lahko pridete brez vsega in vas oblečemo, pa še tudi napijemo. Dobrodošli. Tako kot že lansko leto, se bomo tudi v letošnjem letu maksimalno potrudili, da bodo pogoji dirke najboljši. To pomeni, da bomo vključili v organizacijo vse svoje službe, tudi službe, ki so povezane z javnimi službami, se pravi, da bo trasa urejena tako, kot bo morala biti, potem, da bo dejansko vse označeno tako tudi, kot mora biti, tako da bodo tekmovalci na sami dirki imeli res najboljše pogoje za tekmovanje. Glede na lanskoletne, bom rekla, občutke, ki smo jih imeli, si želimo te dirke res tudi v letošnjem letu, kajti to je dobra promocija za našo destinacijo Jeruzalem, Slovenija. Naši ljudje se tudi poistovetijo z to dirko in so nadvse veseli, ko vidijo na primer po Eurošportu svoje kraje. Tako da prisrčno vabljeni v naše kraje, želimo si čim boljše rezultate za naše kolesarje in pa seveda, da se srečamo potem naslednje leto spet pri nas. Tudi letos bomo imeli gostinsko ponudbo od 12. ure dalje pa do 9. ure zvečer. Imeli bomo DJ-ja, potem bo prenos dirke, potem po razglasitvi rezultatov pa bo še spet DJ na Kerenčičevem trgu, se bo to vse skupaj dogajalo, ne? Tako da bo poskrbljeno, da ne bomo šli žejni pa lačni domov. Glede na lanskoletne izkušnje se nam obeta en velik spektakel, ki ga že seveda tudi občanke, občani, vsi tisti, ki k nam pridajo, tudi iz turističnega vidika ga že zelo lepo in pa pričakujemo. Občina Ormož, destinacija Jeruzalem, Slovenija, je že v lanskem letu doživela, bi rekel, en velik promocijski vpliv okrog same dirke. Jaz moram povedati, da je tudi bil zelo, zelo pozitiven odziv naših občank in občanov in seveda z velikim veseljem smo se tudi v letošnjem letu priključili temu športnemu spektaklu. Spremljalo nas bo veliko število ljudi, spremljalo nas bo veliko število kot preko televizijskih spremnikov, tako tudi v živo, tako da izjemno smo veseli. Tudi hvala za zaupanje vsem organizatorjem dirke po Sloveniji, da nam zaupajo kot občini, da se lahko tudi mi priključimo tej dirke. S veseljem pa bomo tudi naprej sodelovali, se povezovali in poizkušali na čim boljši način tudi to dirko v naši občini tudi predstaviti. V sredo 12. junija bo tako v Ormožu kot v okolici precej pestro. Z dirko bo najbrž dihala vsa občina. Prireditelj dirke je kolesarski klub Adria Mobil s partnerji in generalnimi sponzorji. Slovensko turistično organizacijo s Telekomom Slovenije, Krko ter z mnogimi ostalimi sponzorji.
Sredstva v višini 350 tisoč evrov bo organizatorju dirke zagotovilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport iz sredstev namenjenih sofinanciranju velikih mednarodnih športnih prireditev na podlagi javnega razpisa v okviru izvajanja letnega programa športa na državni ravni za leto 2024. Sedmo etapo velike humanitarne akcije Deželaka junaka je ekipa Radia 1 minuli torek začela v Ormožu. Zgodnja ura ni bila ovira ne za šolarje, niti za pihalni orkester glasbene šole Ormož, še manj pa za telovadce iz šole zdravja in mnoge občane, ki so ekipo Deželaka pospremili v nov kolesarski dan. Parkirišče pred Ormoškim gradom se je začelo polniti že kar nekaj časa pred 7. uro. Zadišale so palačinke izpod rok osnovnošolcev. Zaigral je pihalni orkester glasbene šole Ormož, sploh pa so vsi zbrani komaj čakali, da se prikaže Deželak junak s svojo ekipo in sede na svoj kvadrocikl. Da smo Slovenci še vedno srčni in radi pomagamo, dokazuje tudi letos že 10. Deželakovo popotovanje po Sloveniji z namenom, da zbere sredstva za letovanje otrok iz socialno šibkejših družin. Jutro Ormož, vi ste pripravili prav cel praznik ob 7. zjutraj, to je pa res pohvalno. Pa stojnice, otroci, vsi, poglej. Telovadci, fenomenalno, godba že špila v taki uri. Jaz, ko sem prišel, sem bil zelo presenečen, kaj pa se to dogaja že na štartu, še predno začnemo sploh furati. Tako da, hvala vam, ja, res je. To je 10. jubilejna akcija Deželak junak z enim ciljem, enakim kot prvo leto. Peljati čim več otrok na morje in skupaj z tako množico ljudi, tudi z Ormožem, jaz vem, da nam bo uspelo. Še 10. Hvala vam, res krasen sprejem, že za sam štart. To nam bo dalo res eno energijo in motivacijo in eno prco v rit, da bomo zvozili to furo. Res ste krasni, hvala vam. Vse zbrane in Deželakovo ekipo je pozdravil tudi župan občine Ormož in Deželaku izročil prispevek k humanitarni akciji. V imenu občine Ormož, v imenu nas vseh 500 evrov za začetek. Izjemno gesto pa so presenetili tudi šolarji osnovne šole Miklavž pri Ormožu, ki so skupaj z domačo krajevno skupnostjo za Deželakovo humanitarno akcijo zbrali 200 evrov. Pod vodstvom Leona Laha so zapeli. S seboj pa pripeljali tudi svojo maskoto, miklavškega zmaja, ki je svojo pojavo popestril že itak zelo prijetno jutranje druženje. Naša je kmetija, vse bio in eko, zdravo mi živimo in vse je natur. Sadje, zelenjava, pa jajca in mleko, ko užgemo traktor, pa pravi je žur. Z Deželakom je kot prvi na kvadrociklu kolesaril režiser filma Dežela junakov, Jan Filip Jordan Frangeš. Skupaj sta šla do Velike nedelje in se ustavila pred gradom nasproti športne dvorane. Nato se je ekipa podala do gasilskega doma v Zamušanih, potem do osnovne šole v Dornavi in tako dalje.
In če je naša današnja oddaja v znamenju športa, se spomnimo še minule mini olimpijade, ki so jo za vse vrtce v občini Ormož ter v občinah Središče ob Dravi in Sveti Tomaž pripravili v Ormožu. Mini olimpijada se je začela s svečanim uradnim delom, del katerega je bila tudi zaprisega mini olimpijcev. Tudi če si želimo, ne moremo vsi zmagati. Lahko pa tekmujemo. Po svojih najboljših močeh. Naše geslo pri tem je Fair play vodi naprej. Tako, slišali smo zaprisego in s tem se mini olimpijada lahko tudi uradno začne. Želim vam... Potem je ravnateljica Simona Meško le še uradno naznanila začetek tekmovanj, pa se je začelo z navijaškim plesom, ki pravzaprav pomeni osnovno razgibavanje pred tekmovanji. Gremo vsi športniki, palice v roke in začnemo smučamo!
Koliko otrok se je zbralo danes tukaj? 151, lahko nekaj plus, mogoče nekaj minus. In iz katerih vrtcev so vse tukaj? Udeležili oziroma na naše povabilo so se odzvali vrtec Kok, vrtec Ivanjkovci, vrtec Središče ob Dravi, vrtec Tomaž, vrtec Podgorci, vrtec Velika Nedelja, domači vrtec Ormož in športna šola Dada. In v kakšnih panogah danes tekmujejo? Prva postaja tek na 50 metrov, potem je met žogice, 2 poligona z različnimi gibalnimi izzivi, skakanje s hopi žogo, vodenje žoge okrog ovir, skok v daljino in na koncu še zadnja disciplina štafeta. Jih težko dobite skupaj ali z veseljem pridejo na mini olimpijado? Z veseljem. Mislim, da so otroci bili v velikem pričakovanju, tudi mi organizatorji in mislim, da tudi mentorji, ki so prišli z njimi. Je to kaj potrebno posebnih treningov, kar se tiče priprav za mini olimpijado? To odločitev prepuščamo mentorjem, ki dobijo navodila in vejo, kako posamezne naloge potekajo. Bistvo je, da otroci sodelujejo, tako da tudi, če niso seznanjeni, se seznanijo s pravili igre tukaj in sploh ni problem. Koliko pozornosti v vrtcu polagate na to, da se otroci čim več gibajo, kar je seveda zelo dobrodošlo in pomembno? Bom rekla, da v našem vrtcu gibanju posvečamo res zelo veliko pozornosti in to različnim oblikam gibanja. Vključeni smo v programe Mali sonček, potem tudi Miška Eli. Smo letos prvič se vključili, ki deluje pod okriljem Sokolske zveze Slovenije. Potem tudi v vrtcu imamo interesne dejavnosti od na splošno malega športnika do mini rokometnega vrtca, potem tudi malega planinca, tudi športnika za otroke s posebnimi potrebami. Prav tako vzgojiteljice na dnevni ravni, bom rekla, se ukvarjajo z gibanjem, tako da bom rekla, da je gibanje res en zelo, zelo pomemben del našega vsakdana. Koliko je po vašem mnenju pomembno, da se otroku pravzaprav privzgoji ta volja do gibanja, ne toliko do nekih vrhunskih športnih zadev, pač pa da se gibamo? Bom rekla, da je gibanje vsekakor ena, bom rekla, zelo pomembna aktivnost. Se spomnim enega stavka, ki so mi ga povedali na fakulteti že pred mnogimi leti, da je gibanje zibelka možganom, ne. In v bistvu dejansko z gibanjem ti spodbujaš marsikaj, ne, in se tudi možgani bolje razvijajo in lažje je razmišljati, tako da, ja, ne samo bom rekla, zdrav način življenja, ampak v bistvu gibanje vpliva na vse sfere našega življenja. Mini olimpijadi sta glede na pomembnost dogodka prisostvovala tudi župana občin Ormož in Središče ob Dravi, ki sta ob robu dogajanja povedala. Ja, dejstvo je, ker se otroci pač morajo tudi gibalno sposobno uvajati z raznimi športi, to pomeni, da se gibljajo v naravi, kajti to je dobro tudi za njihovo motoriko in tudi razvoj in pa spoznavanje iger, katere do pač v bodočnosti tudi mogoče rabili pri kakem športu, pri katerem se pač uporabljali ga oziroma se z njim tudi srečevali v življenju. Morda vi za katero od panog posebej navijate? Ste nad katero od panog posebej navdušeni? Ja, dejstvo je, imam 2 otroka, 2 sinova in navdušeni smo za nogomet. Kako pa ste športnimi tereni v vaši občini? Ste zadovoljni? Bo še kaj novega? Ja, dejstvo je, imamo nekaj športnih terenov, pripravljamo tudi načrte, tako da bi v bližnji prihodnosti uredili pomožno igrišče za atletsko stezo. To tudi šoli primanjkuje, pa skok v daljino, tako da bi pač pripomogli k temu, da bi se lahko otroci tudi normalno gibali, razvijali in pa tudi tekmovali v teh športih, v teku in pa v skoku v daljino, katere sedaj nimajo možnosti oziroma imajo možnosti, vendar ne take možnosti kot recimo drugod.
Ja, zelo lepo je videti otroke tako zbrane, da sodelujejo v športu. Konec koncev vsaka pot se prične pri takšnih letih. Lepo je, da otroci spoznavajo šport, lepo je, da se odločajo mogoče za kakšno športno disciplino. Ormož jim lahko veliko ponuja, imamo odlične ekipe, klube, posameznike, ki jih lahko peljejo po ta pravi poti do enega odličnega športnega uspeha. In jaz verjamem, da tudi kdo izmed danes udeleženih otrok bo imel voljo, bo imel motivacijo, da mogoče kdaj tudi v kakšni športni panogi uspe. Kar se tiče športnih objektov, v Ormožu je vse urejeno, ne? Ni nekih težav več, ne? Nikjer še so. Je še kaj ostalo, kar bi bilo treba urediti? Ja, sedaj še atletsko stezo bomo gradili v Podgorcih letošnje leto, širili bomo telovadnico v Ivenkovci. Za druge telovadnice nekako urejene, seveda piko na i pa veste, da nam daje tisti projekt, ki se bomo absolutno za njega trudili. To se pravi, da res postavimo eno večnamensko športno dvorano, telovadnico v Ormožu, tako da bi vse te tekmovalne športe od takšnih drugih ekipnih športov preselili tja, tako da bi imeli tam ponudbo res na enem mestu, drugače pa sama mestna graba na vseh teh igriščih, ki imamo, ponuja izjemno dobre pogoje. Tudi po ostalih krajevnih skupnostih imamo igrišča, imamo telovadnice, imamo vse. Tako da jaz mislim, da je v naši občini zelo lepo poskrbljeno. Tako kot pa sem že prej povedal, ena infrastruktura, drugo pa so ljudje. Moramo pa povedati, da še imamo mi tukaj tudi odlične ljudi na samem športu in to nam konec koncev daje tudi to ceno, ki jo dobimo. Imamo tekmovalce na vseh najboljših tekmovanjih, borijo se za najboljša mesta, ne samo evropskih svetovnih prvenstev in to smo izjemno, glede na to, koliko nas je, smo lahko izjemno ponosni na njih. In tako je prav, da se s pravilnimi usmeritvami otrok v športne dejavnosti začne dovolj zgodaj. Spodbuda so tako tudi tekmovanja oziroma olimpijada. Filip, kako ti je všeč takšna športna mini olimpijada? Lepa. In v kakšnih disciplinah vse vi tekmujete? V teke, pa v skoke v daljino, pa še ne vem. Ste se kaj pripravljali, ste kaj trenirali? Ja. No in kaj je recimo od vsega tebi najboljše gre? Tek. To pomeni, da je bilo, da si dobro tekel? Ja. Dobro, sedaj pa se odpravljate kam, na katero postojanko? Ne vem. Boš videl, ne? Ja. Nikola, kako ti je všeč tukaj danes? Fejst. In kaj recimo od vsega, kar boste delali, je tebi najbolj všeč? Da tekamo. Si kaj treniral recimo? Si se kaj pripravljal na to olimpijado? Ja. V vrtcu telovadite? Ja. No in kaj vse delate? Smo tekali in še štafeto delali. Ja, se ti zdi to naporno? Ja. Te potem, ko treniraš, kaj bolijo nogice? Malo. Ampak ne preveč, ne? Ne. Veš morda, kaj je pomembno vse za človeka, torej gibanje? Kaj pa prehrana? Vas to kaj učijo? Kaj lahko športniki jejo? Meso in polento in juho. Ja, tako da dobijo moč, ne? Ja. Ko boš velik, se boš kaj ukvarjal s športom? Ja. No in kaj boš delal recimo? Tekal bom, da bom najhitrejši, da bom vse premagal. Bravo, Nikola, tako je prav. Čestitke, sedaj pa hitro na novo lokacijo. Ok. Izabela, kako ti je všeč tako na športnih olimpijadah? Všeč mi je zelo. Si že bila kdaj ali si letos prvič? Letos sem prvič. Aha, no in kako ti je všeč oziroma katera disciplina od vsega tega, kar danes tukaj delate, ti je najbolj fajn? Tukaj zdaj delamo. Aha, kaj pa to delate? Ne smemo se dotakniti obročev, pa totih palc. Aha, se pravi, skozi obročje treba iti, ne? Ja. Ja. Potem? Te pa morajo čez te palce skakati. Aha, in kako ti gre? Vede. Super.
No in kaj je od vsega športnega tebi najbolj všeč? Kad tekmujemo. No in kako je tebi šlo? Tekli ste že? Ja, No in kako ti je šlo? redek. In kaj boste še počeli danes tukaj? Ne vem. Aha, se veseliš, ne? Ste kaj trenirali v vrtcu? Ja, In koliko si ti star? 5. In še boš treniral, ne? No in ko boš velik, boš športnik? Ja, Imaš kaj v načrtu, kaj bi počel? ne. Nogomet bi igral, ne morda? Ja. Zala, kako ti gre danes tukaj? Vedeti. In kaj ti je bilo najbolj fajn? Vse. Aha. Ampak nekaj ti je vseeno najbolj fajn, ne? Tudi drugače rada skačeš in noriš? Ja, Aha. In kaj te najbolj veseli, tek, skakanje? tutaj smo matoji. Aha. In kako ste se pripeljali v Ormož? Z mamicami pa ati. Aha, to pomeni, da so mamice in ati tudi tukaj, ne? Najbrž navijajo, ne? Bravo. Teja Panič, ste se v vrtcu kaj pripravljali na današnji dan? Ja, smo se. No in kaj, na kakšen način se razgibavate v vrtcu? Z boki krožimo, pa z glavo, pa z gležne. No in to pomaga, ne, da vam potem na olimpijadi boljše gre. Ja, No in od vseh disciplin danes tukaj, kaj je tebi konkretno najbolj všeč? kaj tam skozi ovire skačemo, pa skozi gremo čez obroč. Ste že bili tam na tem poligonu? Prvo smo bili tam. In kak je tebi šlo? Vrede. Super. Mija, kako je danes šlo? Ledek. No, kaj je tebi najbolj všeč od vsega tega, kar ste danes tukaj počeli? Kaj smo skakali? In ti rada skačeš? Ja, Si se pripravljala v vrtcu ali tudi doma? doma. In to, ko pridete recimo na takšno olimpijado, ko srečate, ko vidite toliko drugih otrok, se kaj primerjate z njimi, recimo, kdo je boljši? Ja, Danes boste prejeli tudi medalje na koncu, ne? Kam si jo boš ti obesila? na gud. Ja, najprej okrog vratu, potem pa doma na steno, ne? Ja, Si ponosna, da si zraven? ja. Super. Gotovo, da je udeležba na mini olimpijadi velik dan za vse udeležence. Projekt je namenjen spodbujanju otrok k aktivnemu preživljanju njihovega prostega časa. Program ciljno zajema populacijo otrok med 4. in 9. letom starosti in je vseslovenski. Ja, vse slovenski. Letos prvič sodelujemo z Olimpijskim komitejem Slovenije. Prijavili smo se na njihov razpis in bili na njem uspešni. Zelo smo veseli, da nam je uspelo. Drugače pa ima mini olimpijada dolgoletno tradicijo v našem zavodu. Prej je ta dogodek vodila vzgojiteljica Petra v nekoliko drugačni obliki. In potem tisti svečan zaključek, najbrž, ne, zmagovalci so verjetno vsi, oziroma kako jih rangirate? Ne, danes bomo vsi, ki bomo zapustili ta dogodek, olimpijski zmagovalci. To pomeni, da vsi prejmejo tudi medalje, ne? Vsi prejmejo medalje in priznanje za sodelovanje. Z gladko zmago v zadnjem 18. krogu proti Markovcem 5:1 so nogometaši Ormoža zaključili redni del sezone v Ptujski superligi. Zdaj jih čakata 2 tekmi proti Staršam v kvalifikacijah za uvrstitev v 3. slovensko nogometno ligo. 15 zmag, 2 remija in le en poraz v 6. krogu z 0:2 proti Stojncem je Ormožane popeljal do izkupička 47 točk in prvega mesta v Ptujski superligi.
Najbližji zasledovalec na drugem mestu, Gorišnica, je zaostala za krepkih 14 točk. Tekma med Ormožem in Markovci je bila gola formalnost, saj ni praktično odločala o ničemer. Tudi iz tega razloga je trener domačih Marko Velečič ponudil priložnost za igro nekaterim igralcem z manjšo minutažo v prvenstvu. V prvem polčasu je okrog 400 gledalcev videlo 2 zadetka v mreži Markovcev, katero je branil vratar Adrian Munda. Že v 7. minuti je za prvo domače veselje poskrbel Niko Kosec. Slednji si je odlično zaustavil dolgo podajo kapetana Teja Prapotnika v kazenski prostor in v slogu najboljših napadalcev zaključil akcijo. V 21. minuti 2-0. Močan predložek iz desne strani na drugo vratnico je poslal Žan Šujen, Luki Kiriču pa ni bilo težko zatresti mreže še 25. v prvenstvu. Prvi v drugem polčasu so zadeli gostje. Anej Simič je bil asistent, strelec za Markovce pa Nastja Čeh, na katerega so domači nogometaši povsem pozabili. V 69. minuti odlično izveden protinapad domači. Šujen si je najprej odlično zastavil žogo, nato je s podajo v prazen prostor našel Kiriča, ki je nesebično podal na drugo stran do Jana Vočanca. Ta je okroglo usnje brez težav potisnil v mrežo. Ormož Markovci 3-1. Pred novim zadetkom Ormoža so gostje zamudili imenitno priložnost za svoj drugi zadetek. Svojo odlično predstavo v ormoškem dresu je Šujen podkrepil še z lastnim zadetkom v 75. minuti. Identično kot pred 4. zadetkom se je zgodilo pri 5. domačem golu. Še ena lepa priložnost Markovcev je bila neizkoriščena in hitro je sledila kazen. Za končnih 5-1 je v 84. minuti poskrbel Patrik Javšovec. Tudi tokrat so varovanci trenerja Velečiča izpeljali hiter in učinkovit protinapad. Skozi 18 tekem rednega dela sezone je ormoška ekipa zabila 61 zadetkov, kar v povprečju znaša več kot 3 zadetke na tekmo. O prelepih posnetkih slavja po tekmi posluhnimo še izjavam. 2022-23 prvaki prve medobčinske nogometne zveze Ptuj. 2023-24 prvaki Superlige. Še je možno tretji del? Tretji del, samo Bog ve. Ekipa je resno delala toto sezono maksimalno, pripravili smo se maksimalno in to je tudi odraz na konci rezultata pa prvega mesta drugo leto zapored. Ja. Na koncu koncev skozi celotno sezono odlične igre, odlične predstave, len poraz, gladko prvo mesto, verjetno morate biti zadovoljni. Jaz sem seveda prezadovoljen, to sem ne mogel niti v najlepših sanjah pričakovati, da bomo spet osvojili ligo, ampak poklopilo se je, fantje so pridno delali, pridno trenirali in hvala fantom, hvala tudi publiki, ki je v takšni številki lepi prišla nas bodriti in uživamo enostavno zdaj. Ampak manjka pika na i, sreda, nedelja, starše. Kakšen je to nasprotnik? Tako, sreda, nedelja nas čakajo res težke tekme dve. Starše je tudi prvak MNZ Maribor. Nismo jih nekaj spremljali, nismo niti se pripravljali na njih. Mi bomo enostavno igrali svojo igro napadalno, kak jo gojimo celo sezono oziroma že 2 sezoni in šli bomo na nož. Enostavno to nam je zdaj. Garali smo 2 leta za tote 2 tekme in tote 2 tekme nam pomenita vse, tako da gremo naprej. Je kaj straha, treme, enostavno nasprotnik, verjetno, kot ste dejali, se nekoliko slabše pozna? Ni straha, zakaj bi bilo straha? Enostavno 11 ljudi na 11 ljudi in gremo se fajtati, nič drugo. Hvala lepa, čestitke in uživajte v teh najlepših trenutkih za nas športnike. Ja, hvala lepa, hvala tudi vam. Kapetan, prvaki lani prve medobčinske nogometne zveze, letos Superlige, morate biti zadovoljni. Seveda smo zadovoljni. V obeh sezonah, se pravi lani in letos, se je pokazalo to, za kar smo delali, z prihodom novega predsednika, novega vodstva. Mislim, po mojem mnenju, da zasluženo. Komentar še naprej? Nič, vse je v redu. Malo sem moker, zasluženo. Ormož je tudi prvak, zasluženo. Čakata še nas 2 tekmi proti
ekipi iz Starš. Mislim, da smo mi kvalitetnejši, ker škoda je bilo, da bi to, kar smo v 2 sezonah pridelali, z treningi, s tekmami, z vsem, kar smo naredili, kar je klub, kar smo naredili igralci, trener, vsi po vrsti, tudi navijači, da bi bilo škoda v 2 tekmah zdaj to zapraviti. In mi bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bomo prišli v to 3. ligo. Mislim, da si Ormož zasluži. Mislim, da si Ormož zasluži rokomet v 1. ligi, kar je že 20 let. Ormož v 3. ligi in da Ormož nadaljuje biti športno mesto. To je moje skromno mnenje. Si eden redkih igralcev v tej ekipi, ki imaš izkušnje iz 3. lige. 3. lige se ne sme jemati z levo roko. Seveda ne, to imaš prav. Razlika med 3. pa med naročinsko ligo je, vsi pravi, da v igralcih, pa ne vem, ampak če si lahko tu prvak, zdaj mogoče malo več treningov, malo več, kaj bi rekel, tistega šarfa. Komot lahko, ne samo da obstaneš v 3. ligi, si lahko konkurenčen marsikateri ekipi, še posebej na domačem terenu, z spodbudo domačih navijačev. Mislim, da smo lahko marsikomu trn v peti, ampak prvo moramo tja priti. Jaz upam, da bomo in živi bili pa videli. Če ocenimo letošnjo prvenstvo v Superligi, morate biti zadovoljni. Veliko število zmag, polne tribune, na koncu koncev le en poraz. To je to, kar si želimo, skratka najboljša ekipa Superlige. Tako je. Z sezono smo zelo zadovoljni. Čist konkretno veste sami, da smo ciljali med prvih 5 mest. Napovedovali so nam še slabše uvrstitve. Zdaj smo tako dobri, se je vse poklopilo. V glavnem na koncu vemo, da smo osvojili rekordno število točk. V lanskem letu je rekorder imel 38 točk, mi jih letos presegamo vse za 10. Tako da zelo zadovoljni sezono. Je kaj straha, krča pred tema 2 tekmama proti Staršem in pa pred 3. ligo? Enostavno je razlika 3. liga in pa rečemo 4. Ptujska Superliga. Že ko smo šli iz 5. lige v 4. so nam razlagali, da je razlika velika. Pa ni bila tako velika oziroma smo si mi napravili manjšo. Spoštovati moramo vse prvake lig, pomeni prvaka Celjske, prvake Mariborske in prvaka Pomurske lige, zato z vsem spoštovanjem do prvaka, ker niso prvaki po naključju, ampak so prvaki zasluženo, s svojim delom. Tako da rešpekt mora biti, s tekmo gremo v resnimi nameni in seveda za zmago. Tisto, kar nas v Ormožu najbolj veseli, katerikoli športni dogodek organiziramo, je izjemno obiskan. Tako je, se povsem strinjam. Na predzadnji tekmi je tukaj bilo 450 gledalcev, danes mislim, da jih je bilo še kaj več, mislim, da čez 500. In povprečno smo imeli v jesenskem delu nekaj čez 300 gledalcev na naših tekmah. Pomeni, ljudje so začutili, da delamo nekaj prav, ljudje nas pridejo, nas podpirajo in verjamem, da je to, kar delamo. Župan Danijel Vrbnjak, šport v občini Ormož, morate biti ponosni na vse športnike. Ja, seveda smo ponosni tudi na nogometu, strmimo samo naprej, igralci so danes dokazali in upajmo na ugodne kvalifikacije, kolikor se to zgodi, seveda podpiramo. Tisto, kar najbolj veseli na vseh športnih dogodkih, ogromno otrok, ogromno staršev, to pa je to, kar si želimo izvleči, enostavno ljudi iz stanovanj, iz predračunalnikov, otroke na igrišča, na parket, to je tisto, mogoče te stvari se ne zavedamo dovolj. Ja, res je, tudi konec koncev vse, kar občina financira, tudi vse, kar posamezniki, klubi, društva delate, je sigurno v prid samim otrokom. Otroci, absolutno tako, kot se strinjam z to izjavo, da jih čim več spravimo od računalnikov, da jih čim več vključimo v sam šport, da otroci poiščejo tisto športno panogo, v katerem imajo svoje veselje. In jaz mislim, da vkolikor to resničimo, vkolikor jih zapeljamo na pravo pot, je tisto ta pravo, kar si v občini Ormož tudi želimo. Mesec junij je, lahko rečemo, bo postregel v občini Ormož z vrhunskimi športnimi dogodki, najprej z 2 kvalifikacijskima tekmama nogometašev, potem imamo mednarodni turnir mladih v rokometu, kjer bo okrog 500 mladih športnikov, potem imamo kolesarsko dirko Tour de Slovenija, pa ne pozabimo še eno pomembno stvar, 21. ormoški ulični nočni tek. To je to, kar si verjetno
kot župan želite, da res klubi, društva delujejo na najvišji možni ravni? Čestitke, zahvala vsem, ki se pri tem trudite. Jaz vedno povem, tako kot Slovenijo primerjamo včasih z evropskimi svetovnimi državami, kako smo majhni, kakšne dobre rezultate nekako pač dobimo oziroma ustvarimo. Ormož je enak v primerjavi z ostalimi občinami v državi. Konec koncev to, kar mi dosežemo, to, kakšno občina, mesto, športa smo mi, absolutno smo lahko ponosni na vse in kapa dol čisto vsem, ki se na športu udejstvujete. Pa za konec samo pika na i, enostavno ne moremo mimo, nažalost, Urška Kuharič, 2 kroga pred koncem je zmanjkalo oziroma 2 strela do olimpijskih iger. Imeli bi praktično drugo olimpioniko skoraj v Ormožu. Ja, res škoda, ni se poklopilo. Želela si je absolutno teh olimpijskih iger, tudi konec koncev bili bi zelo ponosni, pa tudi sedaj moram povedati, zelo smo ponosni na njo. Takšnega športnika imeti v naši občini, ki se res udejstvuje na najvišjem, absolutno na najvišjem nivoju. Škoda, ampak vseeno velike čestitke za vse opravljeno in verjamemo, da bo Urška z glavo gor strmela vsem tem zmagam nasproti, tekmovanje nasproti in bo v prihodnosti se sigurno uvrstila na takšno tekmovanje, kot jih danes omenjamo. V nedeljo 9. junija zvečer bo znano, ali se je nogometnemu klubu Ormož po dolgih letih uspelo vrniti v tretjeligaško karavano, kjer so nazadnje nastopali leta 2007. V sredo 5. junija je bila odigrana prva kvalifikacijska tekma za dopolnitev 3. slovenske nogometne lige Vzhod. Pomerila sta se prvak Ptujske superlige Ormož in prvak Medobčinske nogometne zveze Maribor Maribor Starše. V precej vročem vremenu, 28 stopinj Celzija, si je tekmo v športnem parku Mestna Graba ogledalo okrog 600 gledalcev. Po boljši predstavi so se zmage s 3-0, polčas 1-0 veselili gostje. Slednje je v vodstvo v 13. minuti popeljal Matija Fekonja. Na prednost 2 zadetkov so Starše povečale v 74. minuti, ko je zadel Tibor Roj. Končnih 3-0 v 91. minuti postavil Matjaž Lupinšek. Domači ekipi, ki je nazadnje v 3. ligi igrala pred 18 leti, leta 2006, tokrat ni šlo nič od nog. Prisluhnimo kratkim izjavam. Ja, čestitke nasprotniku, res dobro odigrana tekma, pametno odigrana in, kaj ne rečem, zasluženo so zmagali. Kaj se tiče naše igre, mi smo kreirali smo se ene prilike, pol prilike, ampak ne smo z glavo šli v tekmo prav in nismo bili koncentrirani v zaključkih. In na 1-1 smo imeli kar nekaj prilik, da izenačimo tekmo, da spravimo to v egal, ampak ni ratalo resen. Mogli bi malo pametneje odigrati. Ja. Ne, vsekakor ne. Vemo, da kvalifikacije so rang za sebe, ne gledamo na ligo, to je čisto ena druga tekma, čisto ena druga specifika. Danes pač mislim, da je prevladala naša agresija. Nismo pričakovali iskreno visoke zmage, vedeli smo, da bo težko. Saj vemo, prvaki z ene in druge strani ni druga kot dobra tekma, napovedano. Točno tako, žoga je okrogla, ne smemo puške vršiti v koruzo in iti na puno, tam nas čaka manjše igrišče je, pa pogoji so malo, bomo rekli, slabši, ampak gremo na puno. Vsekakor to tudi pričakujemo, mi gremo tako kot prvenstvo, vsako tekmo po tekmo. Res da en korak smo tu naredili proti 3. ligi, ampak zavedamo se kvalitete Ormoža in Starševi pričakujemo še bolj agresivno. Povratna tekma je na sporedu v nedeljo 9. junija ob 17. uri v Starša. Lahko naši ekipi uspe čudežni preobrat. Mladi ormoški rokometaši so letos z osnovno šolo Ormož in gimnazijo Ormož na državnem prvenstvu že osvojili 2 medalji. Osnovnošolci so postali zlati, srednješolci bronasti. Kot tretji so do medalje in to do najžlahtnejše želeli priti še starejši dečki A Jeruzalema. Gre za fante 9 razredov oziroma rojene leta 2009 in mlajše. Ekipi, ki je lani osvojila naslov državnih podprvakov, pa se je nastop v Velenju žal popolnoma ponesrečil.
Gre za ekipo, ki v Ormožu že dolgo časa niso imeli, oziroma nazadnje v državnem prvenstvu tako dominirala generacija dečkov rojenih 1998 in mlajši. Lani je ekipa zabeležila edini poraz v Novem mestu proti Krki na zadnji tekmi sezone, ki je odločala o državnem prvaku. Letos je ekipa do zaključnega turnirja na 22 tekmah zmagala 20krat in 2krat odigrala neodločeno. Soboto 1. junija si bo ta generacija zapomnila po povsem ponesrečenem nastopu. Ekipi ni in šlo že na prvi polfinalni tekmi proti Kopru, katero so izgubili z rezultatom 20-22. Pri vodstvu z 19-18 je bil zapravljen met za vodstvo s +2. Zapravila se je tudi prednost enega zadetka pri izidu 20-19. Škoda. Kljub slabi predstavi je bila priložnost, da se vseeno ujame nastop v velikem finalu. Poraz proti Primorcem je vidno prizadel ekipo. V slačilnici je med igralci zavladala popolna tišina. Trenerji so z motivacijskimi govori poskušali dvigniti moral dečkom, a nastala je še večja tišina in še bolj bledi obrazi. Tekma za 3. mesto je bila zagotovo najslabša tekma v sezoni. Ormožani so Celjane skozi leto v državnem prvenstvu premagali na vseh 4 tekmah. Tokrat niso bili niti blizu uspeha, čeprav je kanček upanja zasijal tik pred koncem tekme pri zaostanku le 2 zadetkov. Na koncu zmaga Celja za 21-16. Osvojeno je 4. mesto. Mesto, ki ga nihče od ekipe Jeruzalema niti v najslabših sanjah ni pričakoval pred zaključnim turnirjem. Kljub bolečemu porazuma je ormoška ekipa športno čestitala tako Kopru kot Celju na zmaga. Mogoče sta ta 2 poraza za razvoj te generacije bila bolj dobrodošla kot 2 zmagi, ki bi prinesli naslov državnih prvakov. Tako igralci kot trenerji so bili zelo veseli tudi glasnega in dolgega aplavza svojih staršev ter najzvestejših navijačev. Tudi v porazih je ekipa ostala velika, kar tudi po kvaliteti je v tej starostni kategoriji. Če bodo mladi športniki nadaljevali za tako marljivim in trdim delom kot v minulih letih, se za njih ne gre bati. S takšnim načinom dela ter razmišljanja bodo nekateri postali odlični športniki, učenci, v prvi vrsti pa ljudje pripravljeni na rešitev vseh ugank, ki jih čakajo v življenju. In to je najpomembneje. In že iz teh naštetih razlogov je vredno, da se otroci ukvarjajo s športom. 4. mesto v državi so osvojili David Jurčec in Lukas Kumpuš, ki sta bila vratarja. Igralci Taj Žuran, Taras Rajh, Max Majhen, Tino Grabovac, Rožle Jurčec, Anže Plohelj, Vid Korpar, Steven Prapotnik, Jakob Krabonja, Mihael Zagorec, Vasja Bašel, Taj Novak, Bastian Petrešič, Taj Koletnik, Gašper Nidorfer, Teo Rubin, David Čaplavski, trener Uroš Krstič, pomočnik trenerja Mladen Grabovac, tehnični vodja Denis Jurčec, fizioterapeut Davorin Kovačec. Generacija letnikov 2009 se za naslednji 2 sezoni seli v kadetsko konkurenco, ker bo glede na kvaliteto tudi igrala vidno vlogo v državnem prvenstvu. Zdaj omenjeno ekipo čaka športni vikend v Kobaridu. V ormoškem klubu se bodo v sezone 2023-2024 poslovili z močnim mednarodnim turnirjem Fagus GIS Ormož 2024. Sodeluje 20 ekip iz 12 klubov iz 4 držav. Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Bosne in Hercegovine. Turnir se bo v športnih dvoranah v Ormožu in pri veliki nedelji odvil v soboto 15. junija s pričetkom ob 10. uri in tekmami za medalje ter pokale od 16. ure naprej. Skozi današnjo oddajo smo se prebili v športnem duhu, čeprav smo sproti beležili tudi ostale dogodke, o katerih pa bomo poročali v prihodnji oddaji. Tako da se nam le pridružite tudi prihodnji teden ob isti uri na istem televizijskem kanalu. Prijetne junijske dni vam želimo in srečno!